Spoštovani vsi navzoči, v teh majskih dneh je pogled proti Karavankam še posebej globok. Le manjši del naših ljudi, ki so bežali čez planine, se je rešil, večina je bila vrnjena in komunistična oblast je nad njimi naredila največji zločin v zgodovini Slovencev. Jedro težav, ki jih Slovenci imamo in so čedalje večje, izhaja od tod, da se pomemben del slovenske družbe ni zmožen opredeliti do velikega zločina. Nad nami vsemi se dviguje ta gorostasen zločin proti človeštvu. Vendar se mnogi delajo, da to, kar tako zelo zaznamuje vso slovensko resničnost, ne obstaja. Od tod se generira notranji spor, konflikt. Predstavniki levih političnih krogov ne želijo slišati govorice golih dejstev. Oni želijo triumfirati in obvladovati slovenski svet. Naše upanje se opira na stvari, ki so povsem drugačne. Zorko Simčič je nekoč dejal: resnica sicer nikoli ne triumfira, toda njeni nasprotniki propadejo. Naše upanje se opira na to, da resnica na blag način deluje, prodira, od znotraj spreminja srca ljudi. In čeprav ne deluje s silo, resnica z neznano močjo vendarle deluje neustavljivo. Postavlja stvari na pravo mesto ter tako iz kaosa in razpora ustvarja red in sozvočje. To je naša pot, edina pot. In tu bi želel, da obudimo spomin na neko resnično življenjsko usodo. Skozi vas Grgar nad Solkanom se je pred 80 leti v takšnih majskih večerih, nekega takšnega večera, vila kolona zvezanih primorskih domobrancev, ki so jih partizani vodili proti Breznu pod Gomila. Bilo je okrog 60 mladih fantov. Pričevalec jih je slišal, kako so vsi molili po slovensko. Streljali so fante in enega za drugim so jih partizani metali v Brezno. Bila je noč. Naslednji dan so vaščani slišali iz Brezna klice na pomoč. 2 fanta sta preživela streljanje in bila v Breznu živa. Toda na pomoč so prišli vaški terenci. Z vrvmi so fanta potegnili ven. Bila sta Tolminca. Eden od njiju je bil Ciril Kavčič, doma iz Poljubinja pri Tolminu, rojen komaj leta 28. Odvedli so ju. Ciril je bil nazadnje zaprt v Tolminu. Ko je neka vaščanka iz njegove vasi iskala svojega moža, jo je Ciril prosil, naj pove njegovi mami, da je tam zaprt in naj mu prinese rožni venec. Naslednji dan ga je mama iskala, toda Cirila ni bilo več tam. Niso ga več videli. Sklepajo, da so ga umorili na Kozlovem robu nad Tolminom. Zagotovo pa vemo, da je bil Ciril Kavčič, ko so ga vrgli v Brezno, komaj v 17. letu življenja. Prestal je streljanje, padec v Brezno, prestal je eno noč in del dneva v Breznu med umirajočimi in mrtvimi. Sledila je navidezna rešitev, zaslišanja in nato naglo minevajoče zadnje ure. Želel je samo še videti mamo in moliti rožni venec. Mame ni več videl. Toda kristjan si sme predstavljati, da ko je Ciril prišel na oni svet, mu je tisti rožni venec izročila sama Mati Božja kot neminljiv venec zmage. Želel bi, da ohranimo to podobo,
dvojno smrt Cirila Kavčiča pri njegovih 16, nedopolnjenih 17 letih. Ob tej osebni podobi se vprašamo, kaj nam pomeni, ko se spominjamo naših mučenih in pobitih. Spominjati se pobitih pomeni misliti na njihovo osebno usodo, na stisko v bližini trpljenja, na muke zadnjih ur, na njihove zadnje besede, na svete zdihljaje pod gomilo trupel. Spominjati se pobitih pa pomeni tudi misliti na to, za kar jim je šlo, za kar so si prizadevali, misliti na njihovo stvar. To je bil njihov domač slovenski svet, ki so ga oblikovala kmečka opravila, delo, pesem, posvečenost nedelje z mašo, cerkveno leto s prazniki, procesijami. To je bila Slovenija, utemeljena na krščanski omiki stoletij. V njej so hoteli ti fantje, ti možje živeti in preživeti, takšni, kot so bili in kakršni so želeli ostati. To je bila njihova stvar. In ta se je znova uveljavila šele z osamosvojitvijo Slovenije. Spominjati se jih, govoriti o pobitih, to pomeni izpolniti nekaj, s čimer uresničuješ pravičnost sveta, ni pomembno v kako majhni stopnji. Zate osebno je ta stopnja popolna, ko si izpolnil svojo resnično možnost. Naj vas ob tem prav zato povabim tudi k obletni sveti maši v Kočevskem Rogu, ki bo letos pri Macesnovi Gorici v soboto 7. junija. Telesa naših pomorjenih so se spremenila v roško zemljo. Njihovi ostanki so izkopani in čakajo na pogreb. Njihove duše so pri stvarniku življenja. Njihova stvar, ohranitev Slovenije, utemeljene na slovenski omiki, pa je ostala nedokončana. Zavestno jo sprejmimo vase.